Sledi še zaključni del simpozija, to je okrogla miza, na kateri pa bodo gostje spregovorili o možnostih tehnoloških prilagoditev za slepe in slabovidne. Prav tako bomo predstavili nekaj primerov dobre prakse z področja prilagoditev spletnih strani za slepe in slabovidne, spoznali, katere prilagoditve slepi in slabovidni najbolj potrebujejo in kako lahko k razmisleku o tem spodbudimo tudi širšo družbo. Okroglo mizo bo moderiral Denis Oštir. Kar začnemo, lep pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da smo se danes zbrali na taki fini okrogle mizi. Tema je napisana Nove tehnologije za lažje vključevanje slepih in slabovidnih, strokovni simpozij, in v okviru te okrogle mize se bomo predvsem pogovarjali o tem, kako stvari premakniti naprej, kje so tehnične rešitve, ki so izvedljive, posebej tudi za nas, recimo za medije, pa za javno upravo, kako uporabiti tehnologije, ki so nam na voljo, da bomo lahko slepim in slabovidnim olajšali dostop do naših vsebin, kar nam je načeloma vsemu v interesu. Mogoče za začetek samo ena stvar, v bistvu je meni nerodno, prihajam iz medijske hiše, ki nima prilagojenih spletnih strani za slepe in slabovidne. Moram priznati tudi sam, da nikoli nisem o tem pretirano razmišljal, priznam. Čeprav bi mogel biti na to občutljiv, namreč v naši družini, kot sem prej že razlagal, moj oče je slep na eno oko in zdaj pač starost ima tudi drugo oko počasi peša. In prej se bomo s tem izzivom mogli soočiti. Tako da bi mogel biti na to pozoren, pa nisem bil. In v pripravi na to okroglo mizo sem v bistvu ugotovil, da je stvar kar zapletena, da obstaja zelo veliko zanimivih rešitev, ampak da o njih vemo razmeroma malo. Predvsem me je zanimal ta naš del, se pravi medijski del, kako neko spletno stran, kot je 24ur.com ali pa ostale spletne stvari, ki jih imamo, prilagoditi za lažjo uporabo slepim in slabovidnim. Veseli me, da je ta okrogla miza prav zdaj, ker se res lotevamo in redizajna, ki ga bomo 1. septembra naredili, in imam občutek, da bo treba tudi na te stvari pomisliti in jih upoštevati v dizajnu. Imamo zelo zanimive sogovornike, od uporabnikov storitev do javne uprave, do medija, ki je to prilagodil, potem dva strokovnjaka na tem področju, ki zadeve spremljata že lep čas, ponudnika storitev za slepe in slabovidne, se pravi knjižnice, tako da je res blazno zanimiva družba in verjamem, da bomo imeli res en tak fantastično urco oziroma urco in nekaj minut. Če ima kdo od vas kakršnokoli vprašanje vmes, z veseljem bomo nam odgovorili, poskušali nam odgovoriti oziroma najti predvsem pametne rešitve, kako se premakniti naprej. Jaz bi najprej vaju izval Rok in Tomaž. Mene zanima predvsem, kje so glavni izzivi, ki jih vidva prepoznata pri uporabi, rečeva temu, bodisi medijev ali javne uprave, oziroma predvsem, kje so tiste tehnološke rešitve, ki obstajajo, so preproste, pa se da v bistvu z njimi lažje dostopati do vsebine. Kar najprej vas, Rok. Mikrofon vam moram dati, ker zaradi prenosa, tule je. Ja, lepa. Se mi zdi, da zelo je taka enostavna rešitev, kot ste omenili, je samo prilagajanje, spletnih strani v smislu, da se določene vsebine ustrezno označi. Pač vemo, da obstajajo, tako kot v recimo v Wordu obstajajo isto za HTML stvari, kot so pač stili, kot so naslov, kot so razni okviri in take stvari. Pač bralniki zaslonov imajo bližnjične tipke, s katerimi se pač premikaš do željenih vsebin, se pravi do naslednjega naslova, do česarkoli. To je ena od stvari, ki je zelo uporabna in ki jo marsikdo malo pozabi. Je dosti enostavna. Druga stvar, pač to je to, kar že obstaja. Ampak najverjetneje mora biti tudi vsebina prilagojena temu. Na kak način je ustvarjena vsebina, da potem ta funkcionalnost deluje? Ja, seveda, gotovo. Pač mora biti ena organizacija in stvar je pol samo še oblike. Mora biti pač neka, mora biti smiselno organizirana vsebina, logično. Druga stvar so pa pač recimo zdajle, glih prejle sva debatirala z gospod Matejo Vodeb o gumbih na spletnih predvajalnikih. Zdaj ima že vsaka stran svoj predvajalnik, da ne omenimo pač raznih medijskih hiš, televizij, radijev in tega. Zdaj, če je to prilagojeno, je super. Če so gumbi označeni, tako da jih bralnik zaslona uspe prepoznati, recimo, je to super. Drugače pa ne moreš ne poslušati radija, ne gledati določenega videa na spletni strani. Tako da
To je pač stvar, ki že obstaja, ki pa mogoče smo malo manj pozorni pri nas. Kakšne pa so vaše izkušnje, recimo v zadnjih letih, se stvari premikajo na bolje ali oblikovalci oziroma tudi medijske hiše same skrbijo za to, da so stvari standardizirane ali preprosto to tako, orodja so tam, ne, naj nekdo drug se s tem bojo slepi in slabovidni uporabljali orodje, da bojo to prebrali. Ne? Mogoče nisem ravno najboljši naslov za to vprašanje, zaradi tega, ker v zadnje čase uporabljam predvsem veliko tujih strani pač z angleškega govornega področja. Ne, tako da, ampak se mi pa zdi, da recimo, ne vem, če vzamemo, sem študent anglistike, torej Univerza v Ljubljani, recimo, kar je teh portalov, definitivno se premika na boljše in definitivno se ugrajuje določene zelo smiselne stvari, ki pač olajšajo navigacijo recimo po spletnih straneh in takih zadevah, kako smo se že pri spletnih straneh. To so, kaj, recimo, to so, da so pač polja recimo ustrezno označena, da so gumbi ustrezno označeni, se pravi, da imaš ne vem, da nimaš, ne vem, ko se pomakneš do določenega gumba, da imaš dejansko napisano, kaj ta gumb naredi ali pa kaj določen obrazec naredi. Predvsem obrazci so tak zabaven problem, ki ga pač se mi zdi, da pač spletni dizajnerji Univerze v Ljubljani dost fajn rešujejo. Ni še vse pa polno, pa tudi nikoli ne bo, ampak bo pa čedalje boljš, upam, če bo šlo tako naprej. No. Gospod Vraber, kako pa je z vašo uporabniško izkušnjo, tudi bom mikrofon dal, kako je z vašo uporabniško izkušnjo glede spletnih strani, ki jih vi uporabljate in do katerih dostopate, kakšne so vaše izkušnje? Ja, jaz bi tako ponazoril, ne. Z ženo, ki seveda vidi, so šla po starem trgu in je pogledala na galerijo, odzunaj je bilo sonce, noter je bila tema, nadoma mi je odvlekla 15 metrov daleč so galerijo, potegnila ven en kipac in je bil najdražji, pa od Brdarja je bil. Ne. To je ključno. Ne. Vi videči z enim ošinjate okolje in vidite vse. Ne. Naša zgodba, in mislim, da je večina mojih kolegic in kolegov na isti zgodbi, ne, če hočemo celo zgodbo spoznati, moramo levo zgoraj začeti in je od tukaj kje. Če greš za brajo vrstico, ne, celo moraš vsako vrstico recimo enkrat ali pa dvakrat preklopiti ali pa še večkrat, da boš vse znake dobil. Se pravi, mi nimamo sredstva, kako bi si naredili ta izbor. Če pa pridemo na pravo spletno stran, na pravo mesto, če najdemo tisto, kar nam včasih vzame ogromno časa, seveda potem pa se tam čisto dobro znajdemo. Ne? In ko ste vprašali, kako je stvar boljša ali slabša, jaz bom rekel oboje. Ne? Po eni strani se seveda, takoj ko se pojavijo neke zgodbe, se razvije nekdo, inteligentno razvije tudi neka orodja, ki so temu kos. Ne? Ampak po drugi strani se pa tudi razvoj teh spletnih strani gre v tako smer, da dizajnerji hočejo imeti svoja pravila, pa oni svoja, pa tretji svoja, da vsak potem te spletne strani ali pa portale tako oblikuje, da so spet vedno težje dostopni. Ne? In tukaj je tisto, kar jaz pravim, da je ključno. Ne? Mi v naši človeški zavesti, namesto da bi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo razvijali sprot, tako da bi bila za vse primerna, kar se da, to sem globoko prepričan, bom rekel, naredimo tako kot naši gradbeniki ali pa naši projektanti, najprej naredimo stopnice, pa rečemo, jebela, se moramo narediti še klančino za ljudi na vozičkih. Ne? In seveda, to je dražje, pa zamuda je. In tukaj se mi zdi, da je zelo podobno. Ne? Pravzaprav skoraj za vsako stvar se najdejo kakšne rešitve, ampak mi najprej problem zastavimo za tega, da ga potem lahko rešujemo. Pa najbrž ne bi bilo potrebno. To se mi zdi ključno. Svoje 2 koraka nazaj pa že pri samem razvoju v bistvu upoštevati potrebe slepih in slabovidnih. Recimo tako. Če bi tisti, ki to razvijajo, pravzaprav razmišljali, zdaj pa kaj je najbolj ključno, vse na vse zadnje, da slepih in slabovidnih ni toliko na tem svetu, danes je okoli 40 milijonov ali pa še celo manj, 36, ne, na celem svetu slepih. Skupaj slabovidni tam čez 300 milijonov. Ampak to težavo, ki jo imamo mi, ne, ima pravzaprav tudi večina malo starejših ljudi. Ne, vsi ljudje nad 50 imajo malo kolena načeta, pa jih križ boli, pa malo slabše slišijo, pa malo slabše vidijo. To se pravi, da če bi v skladu z temi invalidnostmi, ki so zelo pogoste, razvijali vse naše okolje, bi pravzaprav bilo to okolje neizmerno bolj prijazno za vse. Pa to sploh ni treba, da ven štrli, ne. To je lahko dosti neopazno. Vuk, lahko tebe vprašam, lahko vsaj ta mikrofon vzamem. Bom jaz
vse druge. Vuk pa me zanima, kako naj razvijalci, preko sem se pogovarjala s idejo, že dolgo nazaj ste razmišljali o usabilityju, na kaj naj bodo razvijalci pozorni, oziroma kakšna orodja so njim že na voljo, na kaj naj bodo pozorni, ko se lotijo razvoja spletne strani, predvsem zato, da bo uporabna tako, kot mora biti. Mi smo ravno minuto nazaj slišali tako kompletno informacijo o tem, kaj je narobe, da bi komot samo zaprli to okroglo mizo in prepisali gospoda izdiktirana načela, s katerimi 116% soglašam. V osnovi mi imamo, ko bi temu rekel, solidarnosti ali pa empatije osvobojeno panogo. To osvobajanje od solidarnosti, temu rečemo kapitalizem. Če smem dodati eno ideološko, pa pustimo tisti zdaj, pa kdo mora v zapor. Ampak res je tu en tak prav vzrok vse te težave in je vse ranljive skupine družbene ali pa vsi posebni segmenti uporabniški, ki jih imaš pri kjeremkoli javnem komuniciranju, so afterthought, so tista misel, do katere se dokoplješ v nadaljevanju, potem, ko si najprej naredil tisto glamurozno, gloriozno različico dizajna ali projekta, s katero si navdušil, hipnotiziral investitorja, šefa, ženo, koga že moraš, ne? In napaka je torej v tej mentalni zgradbi samega avtorja projekta. In kot si se izrazil prej, septembra lansirate nekaj, torej ste že šli skozi prve requiremente, ste že šli skozi wireframe, ste verjetno šli tudi skozi layoute. Moj feeling je, da boš poučen s tem, kar se tu zdaj že malo ponavljamo, sem še enkrat hvaležen za koncizno in dobro artikulirano logiko malo prej, boš tako stekel nazaj v tisto svojo zadrugo, ne, in še rekel, guys, drop what you are doing, ne, nazaj na prvi korak, ne. Soglašam. Mi smo jaz sem malo tako, morda nisem čist najstarejši po Emšotu v tej sobi, ampak sem približno najstarejši po tem digitalnem stažu prav v tistih na okopih, prav v borbi z blatno čelado, ne. Tam v 90-ih, ko smo začeli prehajati iz teh malo bolj družinsko, garažno, ne vem, čudaških web skupinic v prav res poštene web agencije, je nekako slučajno sočasno z tem v globalnem merilu dobila državljanstvo ta teorija o spletni uporabnosti od nekega norega danca, Nilsena, ki je vključevala tudi dostopnost. In smo takrat spet popolnoma po naključju imeli tu te LDS-ove vlade in med njimi, prej sem jo omenil, to ne vem, Kočrešnar Pergar, ki je bila nekako, jaz sicer iskreno mislim, da je ona preprosto lovila karkoli. Nekdo ji je sugeriral ravno to takrat moderno zadevo in je bila dosti visoko postavljena, torej spletna dostopnost, v teh osnovnih merilih za kakovost spletnega nastopa javne uprave. Jaz sem delal neke strategije overall, ne, komunikacijska strategija za celotno javno upravo, fancy. In tam smo to imeli napisano, ko je potem MID narejen, je to še enkrat zacementirano, ampak kruta realnost na samem trgu je taka, da so to pravzaprav motnje v tistih lepih finančnih izračunih, da kdo se bo zdaj zezal in zadeva je umeščena v tako imenovani backwards compatibility. To developerji, programerji, pa tudi dizajnerji jemljajo kot tisto nepotrebno skrb za starejše verzije browserja, brskalnika spletnega in se jim zdi, da ja, saj nihče nima starega, ne vem, Explorerja. Pozabljajo, da ta kompatibilnost za nazaj velja tudi za Braillovo vrstico, za lupo, za vse te zadeve. Tu je še celo področje razen slepih pa slabovidnih, oziroma ta definicija verjetno zaobsega tudi daltonizem v vseh svojih različicah. In tu je morje čudovitih spletnih orodij za test, za sprotno preverbo svojega nekega dizajna in podobnega. Ampak tega nismo slovenskim developerjem še rekli. Niso bili v šoli tisti dan. Ali v čem je stvar? Sklepam pa, da v tej zdavnaj amputirani empatiji in pol je valjda vse lažje živeti pa tako naprej delati. Ne. Ampak a lahko gre dober dizajn pa usability z roko v roki na tak način? Ne? Primeri dobre prakse. Na skali od 0 do 1 je odgovor 1. Tu ni veliko gray area vmes. Odgovor je decidno da.
In če pogledaš jake globalnem merilu, jaz ne bi iskal definicijo slovenskega interneta, ker je to neobstoječa kategorija. Preprosto si na internetu ali nisi, na enem internetu velja en nabor dobrih praks. Tako isto, tu se zdaj ne bi jaz ustavljal na teh lokalnih caseih, to je pač lokalnega značaja, bi preprosto iskal dobre prakse na okrog in ne vem, evo, če hočeš od medijskih hiš, ki so nam blizu, je tu Guardian, New York Times, to se vse fino bere, navigacijska vrstica ti ni nabasana na vrh tako, da ti poje prvih 20 minut iskanja vsebine, pa potem, ko si neko stvar končno najdu, pa kliknu, pa šel na tisti članek recimo, pa spet moraš prebrati skozi bralovo vrstico, ne vem, pol tipkane, da tako rečem, nečesa, ker si ravno tam prebral. Ne. Kar pomaga je empatija in tu obstajajo tudi fizična orodja. Mi je neki kolega, ki je naredil celotno prenovo vseh bančnih poslovalnic Credit Suisse, torej ne samo, da je finančni sektor, ampak še švicarski finančni sektor, to je konzervativci znotraj konzervativcev, no on je z njimi uspel to narediti. Se tako zmenil, bom to zgodbico še povedal, pa pustil tale mikrofon ljudem, da govorijo, se opravičujem, če je to dolgo. Torej, je nekako se izboril, je dosegel, da so imeli empatijski dan za celotno upravo te nevladne organizacije. Potegnil jih je vseh teh, koliko jih je tam, 8, 10, nima veze, najprej v poslovalnico in jim je dal eno čelado na glavo vsakmu, ki je imela en vizir, ki jim je zelo otežil vid, jim je oblekel te neke empatijske obleke, ki so jih naredile ravno tako, kot je nekdo že rekel, da se teže gibljajo, da teže dvignejo roko, da težje pišejo po onih zelo, zelo malih vnosnih poljih na one papirnate obrazce in podobno, cel ta serial. In jim je rekel, no, vsak mu eno nalogo, ti odpri si novi račun, ti pa evo ti položi si na račun 20 školjk, ne vem, kaj za eno valuto imajo, ne, in podobno. Empatijski dan se je končal z kosilom, lepim, odličnim kosilom, kakovostna hrana, ekološko neoporečna in podobno, z eno samo fusnoto, z eno samo posebnostjo, da je to kosilo bilo servirano iz strani Zavoda za slepe ali organizacije slepih v popolni temi. Total darkness, konc sveta. Right? In so te bankiri, te isti, ki so, ne vem, v veselih 40-ih znali potegniti kapital iz vse judovske populacije Evrope in vse tak naprej, ne, ta isti krasni ljudje so menda prišli objokani ven. Ker so nekaj dognali. Kaj so dognali? Oni so dobili lekcijo iz empatije. In menda je na podlagi tega trika ta neki moj tam sogovornik uspešno pridobil potrebne tiste školjkice, da je prenovil ne vem koliko 100 poslovalnic. To isto rabimo narediti na webu in biti neizprosni pri tem. Pri vseh različnih, tudi zelo manjšinskih ranljivih ali neranljivih skupinah, ki so tvoja populacija na internetu, ne samo gledati, kako boš ti milijone klikov dobil pri supermenih. Ne. Evo, toliko hvala. Sorry, da sem potegnil kar celo špuro predavanje. Izvolite, ja, vam jaz dam tule mikrofon, izvolite. Ja, to, kar je gospod ravnokar rekel, se mi zdi grozno pomembno. Akademik Bratko je rekel, da k njemu, pa je računalničar, ne, je rekel, da k njemu Outlook zamenjajo en mesec v temi, ne, ker se morajo vse na novo učiti. Jaz znam vse na pamet in ker meni Outlook zamenjajo, sem pol leta v temi. Prva stvar. Se pravi, stare programe treba spoštovati. Zakaj delajo vedno nove programe? Zaradi tega, da bo, kot ste rekel, kapitalizem živel. Ampak pri tem pa pozabljamo to, da je pravzaprav populacija starejših po svetu populacija z največjo kupno močjo. Vsi slepi nismo tako zanimivi. Ampak ljudje, stari 55, 60, 65 let, imajo saturirano, imajo stanovanje, imajo avtomobile, potvati se jim tudi ne ljubi več, ki jih kolena bolijo, pa ne vem kaj že vse, in imajo denar, pa nihče ne naredi zabavne elektronike in tega zanje. To je ekonomika. To je, bom rekel, to poumnost kapitalizma. Ne? Hvala. Stojan Glavaš, vi ste se, če govorimo o primerih dobre prakse, vi ste se pri vas lotili, naredili ste portal, kak je feedback, predvsem kako ste se lotili, ste tudi imeli večerje v popolni temi oziroma kako ste se pri vas lotili projekta? Ja, mi smo imeli, kar se tiče prenove spletne strani, malo sreče, glede na to, da je finančna uprava nastala 1. avgusta lansko leto, smo štartali z novo spletno stranjo in na novi spletni strani je veliko lažje tudi vključiti vsebine v takšne oblike, ki so primerne za ranljive skupine.
Mi smo kar nekaj mesecev porabili za to, da smo najprej pridobili povratne informacije. Povezali smo se z Zvezo društev slepih in slabovidnih, Zvezo društev gluhih in naglušnih. Skratka, predvsem smo poslušali, kaj ranljive skupine, kaj jim manjka pri obstoječi ureditvi in kaj potrebujejo. Zdaj, mi se v bistvu zavedamo, torej prihajam iz finančne uprave, da vsi, tudi ranljive skupine, so naši davčni zavezanci, kar pomeni, da morajo po zakonu izpolnjevati davčne obveznosti in pa hkrati tudi lahko uveljavljajo pravice, eno in drugo. In mi se zavedamo, da če hočeš izpolnjevati obveznosti pa uveljavljati pravice, moraš dve stvari za ranljive skupine so še posebno pomembne. Najprej do informacije sploh priditi. Sploh priditi do nje in ko enkrat prideš do nje, je treba razumeti. Zato smo tiste informacije v finančni upravi najbolj tipične, kot so recimo prodaja avtomobila, prodaja nepremičnine, recimo pridobitev neke dediščine, uveljavljanje olajšave za zadrževanje družinske člane. Skratka, 30 najbolj tipičnih vsebin smo izpostavili in to so vsebine, ki se vsakdo izmed nas vsaj enkrat v življenju z njimi sreča. In smo kaj naredili? Napisali smo jih na zelo poljuden način in potem smo teh 30 vsebin pretopili v filme. V filme, ki so ponazorjeni z znakovnim jezikom, pač v znakovnem jeziku in pa zvokom. Na ta način smo pridobili, pač smo omogočili, da lahko ranljive skupine spremljajo, se pravi gluhi in naglušni, znakovni jezik in pa zvok za tiste, ki mogoče teže berejo, za slepe, slabovidne, pa tudi mogoče za tiste, ki jim je lažje spremljati vsebine prek zvoka. Te filme, glede na to smo dobili povratno informacijo strani pač ranljivih skupin, da morajo biti filmi kratki, jedrnati, ne sme biti tako film dolg 20 minut in boš tem iskal. In smo te vsebine razdrobili na nekaj minutne filmčke. Nastalo je 30 filmov, zelo kratkih, nekaj minutnih, ampak vsebina vseh filmov je pa kar glomolazna, v bistvu 2 uri in pol traja. Tako da materijala je veliko, ampak zelo poljudno. Zopet smo poslušali, kako to razdrobiti, kako da bojo ranljive skupine najbolj enostavno prišle do teh vsebin, kako jih razdeliti in mislim, da nam je to kar uspelo. Potem smo se pa lotili še naprej, skratka spletne strani, ki jih postavljamo, hkrati prilagajamo slepim in slabovidnim. Zopet smo veliko poslušali ranljive skupine, kaj lahko še, nekaj sestankov smo imeli, veliko je bilo dopisovanja, še enkrat se res zahvaljujem vsem, ki so nam pri tem pomagali. In smo vsebine zaenkrat smo kar dosti prenovili. V bistvu čisto take preproste stvari, ki mogoče samo toliko za informacijo, če mogoče kdo ima mogoče zadržek, da je kakšen hud finančni vložek. Jaz lahko rečem, da kakšnega hudega finančnega vložka ni bilo. Glede na to prihajam z javne uprave, zneski so vsi javni, za teh 30 filmov nam je zunanji izvajalec v bistvu zaračunal nekaj več kot 1000 evrov, se pravi 1000 evrov davkoplačevalskega denarja je šlo na ta račun za komplet ostalo prenovo spletnih strani. Tukaj mislim, oblikovali smo poseben tip ozadij različnih barv, z v bistvu s klikom na gumb se prilagodi nabor, mislim, ne 5-6 barv, to je predvsem za tiste, ki lažje spremljajo pisavo na drugačnih kontrastih. Potem postavili smo, mislim, da je okrog 10 različnih pisav, med njimi tudi Open Dyslectic in podobne, ki so mogoče primernejše za tiste, ki lažje spremljajo takšne pisave. Omogočili smo posebne povečave in prelivanje teh, recimo, ko enkrat pisavo povečaš, je bil najprej pri nas težava, da so se črke prelivale oziroma v tablicah, ko si obračal tablice, se ni lepo razporedilo. To smo rešili. Skratka, strošek tega je bil, mislim, da okrog 1400 evrov. In še bomo prenavljali, še vedno se pogovarjamo in načrtujemo še za okrog 800 evrov izboljšav. Tako da v bistvu, ko bomo prišli do neke dosti zgledne prenove, bo znašal strošek nekaj več kot 3000 evrov, kar pa mislim, da res ni veliko. In tudi recimo ena taka stvar, ki je v bistvu zastonj, in smo dobili idejo zopet strani slepih in slabovidnih, mi smo pač v finančni upravi vse sporočila za medije, ki jih tudi vi dobivate in podobno objavili v PDF obliki. PDF je pač zastonj, vsak ga lahko inštalira in potem smo dobili informacijo, da ni najprimernejša za tiste, ki teže berejo s črno pisavo na belem kontrastu, oziroma na belem ozadju, se oproščam. In potem kakšna je rešitev? Dajte zraven še v Wordovi obliki objaviti. Fantastično, naša sporočila so tako ali tako v Wordu in jih potem
preoblikujemo v PDF in od zdaj naprej imamo navodilo, da vse, kar objavljamo v PDF, je zraven še posebna ikonca, Word, kjer kliknejo in potem se lahko spremenijo pač ozadje, velikost pisava in vse. Skratka, kup enih takih rešitev, ki so v bistvu samo poslušati se moramo in veliko se lahko samo iz tega naslova popravi. A si to javil še komu ali je to skrbno čuvana skrivnost? Hočem reči, obstaja ta celoten fenomen oziroma korpus e-uprave, to jesen mislijo prideti ven z eno veliko prenovo, če se ne motim. Javi jim to, prosim, lessons learned. Ja, pač naše druženje konec konca tudi temu namenjeno. Ne? In mi se moramo kar pohvaliti, sicer žal, no, še predno sem odšel iz stavbe, sem hotel pridobiti statistiko, koliko je ogledov teh posebnih naših portalov, kjer imamo objavljene posebne filme in tako, ampak se ta statistika še postavlja, tako da v najkrajšem možnem času bomo to lahko potem dnevno spremljali, tudi dejansko, koliko je uporabnikov, ne, ker te vsebine so dejansko namenjene ranljivim skupinam in jaz upam, da bo na ta način kakšna pravica veliko bolj uresničena, kot bi sicer bila samo ena anekdota, ki je pa resnična. Zadnjič me poklicala po telefonu, zdaj veste, da odpremljamo dohodnino in tudi vračamo dohodnino, tisti, ki imate vračilo, v teh dneh lahko pričakujete. No, in me je pred časom poklicala neka gospa po telefonu, tako da težko ocenjujem, če je imela pač kakšno težavo, bodi si slušno oziroma z vidom, pa mi pravi tako, gospod, mene pa zanima, imam 14-letno deklico, ali jo lahko uveljavljam kot vzdrževanega družinskega člana? Pa jaz tako pravim, ja, seveda, sam gospa, upam, da je niste do zdaj, da je niste uveljavljali, boste prvič uveljavljali. Pa pravi, ja, prvič. Jaz rekel, gospa, to lahko že od rojstva vsako leto. Ne? Znižali bi davčno osnovo, večje vračilo dohodnine bi dobili, oziroma manjše doplačilo. A tega niste vedeli? Rekla, ne, prvič sem zdaj slišala, da lahko uveljavljam. Pa paste, 14 let staro deklico ima. Ne? In potem jaz rečem, jo, škoda, pa kako pa to, da niste tega že prej slišali? Ne? Se konec koncu oglašujemo in prek televizije, radija, časopisov, o tem se pogovarjamo, konec koncev na leto je, mislim, da je 300,000 Slovencev vsako leto uveljavilo vzdrževane družinske člane. No in potem je nekako saj takšen občutek, sem imel po telefonu, se je pohvalila, ja, veste, pri nas doma pa nimamo televizije, ne beremo časopisa, tudi radija ne poslušamo. Ampak vseeno mi je bilo nekako žal za to gospo, no, ker nekako, sej v bistvu nisem rekel, ampak ta gospa je pri povprečni plači vsako leto izgubila od 500 do 600 evrov. Ne. Pri povprečni plači, zdaj pa, tako da jaz upam, da je saj od letos dalje, da pa to uveljavlja. Kaj hočem reči, ne, da veliko je takih pravic iz davčnega področja, ki jih je treba samo izkoristiti in če ti ne poznaš teh pravic, če ne prideš do te informacije, jih žal ne moreš izkoristiti. Zdaj, če je mogoče obveznost, te potem finančna uprava tudi spomne, ne? Če ne konca z opominom. Niste prijazni, ne? Ja, tisto ni problem. Ampak problem je pri pravicah. Ne? Ja. Tako da. Še eno vprašanje za vaju. Je kdo od vaju, Rok in Tomaž, že uporabljal to spletno stran? Kakšno je vajen feedback glede tega? Ne, žal še ne, ampak bom rekel, uporabljate spletne strani finančne uprave. Kolegu Vuku, ne bo šla tale vzorc Fursa, ne bo šel skozi, ker je bil prepocen. Imam vprašanje za vas, gospa Vodeb. Vi ste tudi prilagodili svojo spletno stran. Kakšne so pa vaše izkušnje glede tega? Predvsem me še ena stvar zanima. Ne? Ali na račun tega, tudi mogoče vprašanje potem zate, Stojan, je, ko ste šli v prilagajanje, ne? Ljudje se pogosto bojijo, potem pa vsebina trpela, pa dizajn trpel. Ne? Ampak kot je že Vuk rekel, to je pač z roko v roki, ne more biti. Ne? Kakšne so vaše izkušnje glede prilagajanja vsebin slepim in slabovidnim in ostalim ranljivim skupinam? Ne? Sama nisem strokovnjak za splet. Lahko samo to povem, kar se spleta tiče, da smo upoštevali pri strani dostopno.si, ki je namenjena predvsem senzornim invalidom, gluhim, naglušnim, slepim in slabovidnim, da smo upoštevali V3C standarde. To je pač organizacija, ki se ukvarja, ki je specializirana za prilagojeno spletnih strani vsem uporabnikom, ne, tudi tistim s posebnimi potrebami. V 3 nivojih se meri prilagojenost. No. Mi imamo zdaj nivo A, delamo na tem, da bi imeli tudi večji nivo, mislim pa tako nasplošno, ne, če povzamem. Vse skupaj, da tisti, ki prilagodi svoje strani
tako da so uporabne vsem državljanom, ne glede na to, ali so tudi gibalno oviranih, ne smemo tukaj spustiti gluhih in naglušnih in podobno, da bo imel pač več uporabnikov, in to je pač namen, da imamo čim več klikanosti in pač ne vidim razloga, da kdo pač ne bi z veseljem pristopil k eni taki prenovi. To je moje mnenje, sicer pa sem jaz bolj specialist za dostopnost do televizijskih programov. Lani smo začeli s projektom večje dostopnosti, moram reči, da kar lepo napredujemo, sicer bogatejše države so daleč pred nami, imajo večji odstotek prilagojenih programov, mi pa zaenkrat lahko rečem, da že omogočamo dostopnost vsaj do vseh ključnih informacij, to je do informativnih programov in tudi na internetu zdaj nove tehnologije omogočajo, da shranjujemo vse prilagojene oddaje, tako s tolmačem kot s podnapisi in pa nekaj tudi z audiodeskripcijo na posebno spletno stran. Če kdo od uporabnikov, se opravičujem, slučajno zamudi kakšno vsebino, jo lahko potem naknadno si pogleda, se opravičujem. Pa če se vrne, Roman, Stojan, k tebi, kak je feedback, ki ga dobivate, poleg tega, ki se deva anekdote, najverjetneje zbirate tudi feedback, a potem tudi uporabljate feedback, ki ga dobite od uporabnikov spletnih strani, da potem sproti v bistvu prilagajate drobne stvari, ki jih je treba popraviti. Je ta proces živ in predvsem kako delujete zvezno, najverjetneje ste v kontaktu z njimi, dobivate nek feedback tudi od njih, ne? Ja, definitivno. Mi smo ves čas, je ta dvosmerna komunikacija, ne? Mislim, če samo glede tvojega prvega vprašanja, ne, kako prilagajamo vsebino, v finančni upravi imamo pač to smolo, da imamo v bistvu javnost zelo široko. Če bi grobo razdelil na dva dela, ne, prva je strokovna javnost, to so davčni svetovalci in pa ostali, ki rabijo res strokovne, obsežne informacije. Na drugi strani imamo pa pač kvantitativno večjo skupino, to so pa pač običajne posamezniki, fizične osebe, torej davčni zavezanci, ki se z davčnimi vsebinami srečujemo zelo redko, z dohodnino enkrat na leto, pa še to informativni izračun, ki nam zelo olajša, potem pa v prodaji kakšne hiša, stanovanja, kakšne dediščine, kaj podobnega. Za njih mora biti pa vsebine napisane enostavno, razumljivo, kratko. Spletna stran je pa ena, ne, in tle v bistvu smo ves čas na udaru, če preveč poenostavimo, dobimo z nasprotne strani, da potrebuje kaj več, glede na to, da smo uradna inštitucija, če naredimo preveč strokovno obsežno, potem ljudje ostali ne razume in tako podobno. Ampak nekako skušamo slalomirati, skratka vijugati med tema dvema glavnima skupinama. Kar se tiče pa ranljivih skupin, je pa tako, da predvsem skušamo čim več poslušati. Čim več poslušati, kaj potrebujejo. Recimo mene je, čisto odkrito priznam, zelo me presenetilo, tako kot si ti povedal, nisi nikoli nekako se ukvarjal oziroma da nisi se toliko pozanimal glede slepih, slabovidnih. Recimo mene je predvsem presenetilo to, ko smo dobili enkrat strani gluhih in naglušnih, ne, zakaj nimamo v znakovnem jeziku, ne, zakaj imamo samo besedila, slike in tekst. Potem jaz razmišljam, ja, saj vidijo, čudno me, tudi nekaj sem se obal vprašati, da ne mi mogoče neumno izpadel, ampak sem se opogumil in sem rekel, pa čakajte, v čem je pa problem, ne? In sem potem zelo lepo razlago dobil, da je za gluhe in naglušne slovenščina, se pravi tista torej branje slovenskega jezika kot neke vrste tuj jezik. Materin jezik je pa znakovni jezik, ne? In da veliko posameznikov, ki so gluhi in naglušni, zelo težko berejo besedilo, veliko lažje jim je pač v znakovnem jeziku. In iz tega razloga smo rekli potem super, dajmo potem olajšati in zbrati, glede na to, da pač govorimo o fizičnih osebah in smo pustili pravne osebe, podjetnike, podjetja na strani in smo se lotili fizičnih oseb in izluščili, veliko je bilo tega napora iz vsebinskega vidika, najbolj tipične vsebine. In s tem pokrijemo pač ta mainstream neko glavnino, 30 najbolj tipičnih vsebin in te spremenili v znakovni jezik in zvok zraven. Ne? Tako da v bistvu pokrijemo čim širši spekter ranljivih skupin. Vi ste želeli nekaj dodati, ne? Ja, jaz sem zelo vesela, ne, da tudi kolegi iz javne uprave na tak način razmišljajo. Rada bi povedala, da mediji, ne, zlasti nacionalna televizija oziroma RTV, odkoder prihajam,
je poleg uvajanja tehnik za dostopnost senzornim invalidom, je zelo pomembno tudi osveščanje. In sicer ne pač tipa nekih pompoznih prispevkov, kar se včasih zgodi pač v naših medijih, ampak predvsem da je pač skrb za ranljive skupine neka civilizacijska norma, da to, kot je bilo že večkrat slišano, to ni več medicinski problem, to je družbeni problem. Skandinavci, na primer Avstralci, imajo popolnoma drugačne sisteme od naših. Oni zgodno rehabilitacijo čim več ljudi z pač neko invalidnostjo želijo pač dati na trg, da si sami služijo denar, da so socialno niso več izolirani, da imajo višjo samopodobo in to se mi zdi zelo pomembno. Zato tudi smo zdaj zlasti v zadnjem času, smo imeli kar nekaj takih projektov, en tak zelo odmeven, tak hecen, zelo poseben je bil, smo prenašali live streaming Eurosonga s tolmačem v slovenski international znakovni jezik in gluhi so bili navdušeni. Samo tako bi dodala, da gluhi se sporazumevajo z znakovnim jezikom, naglušni pa berejo podnapise. To sta dve tehniki, mi jih sicer pač prevečkrat mečemo v isti koš, ker nasplošno družba, kot družba nismo tako zelo izobraženi v tej smeri, ampak mislim pa, da je napredek kar opazen. Tako da poskušamo tudi z vsebinskimi prispevki, s posebnimi oddajami v teh tehnikah nekako podreti stereotipe. Naprimer, kot je ta, da gluhi in naglušni ne morejo poslušati glasbe, da oni ne uživajo v glasbi. Popolnoma je enako. To je res en tak velik korak. Kar se pa tiče slepih in slabovidnih, si pa izjemno želimo, da bi se razvil en kakovosten sintetični govorec, ki bi ga ravno tako enkrat v prihodnosti lahko implementirali v naše programe preko dodatnega tonskega kanala, lahko slepi in slabovidni, potem tudi osebe z disleksijo, starejši z pešanjem vida in pa potem tudi vsi ostali pač z različnimi motnjami branja lahko spremljajo podnapise, to je jezičnih vsebin. Takrat se pač te, ki ne zmorejo, gledalci, ki ne morejo brati podnapisov, izgubijo, niti ne morejo več slediti vsebine, so na ta način prikrajšani do informacije, marsikdaj tudi do osnovnih informacijah, ne zlasti v dnevno-informativnih oddajah, kadar tako zelo, da se mi zdi, da je to res zdaj nujno potrebno in si tega zelo želim. In sem kar optimistična, ker se tudi stvari premikajo na tem področju. Ravno danes dopoldne smo se veliko pogovarjali z ljudmi, ki se pač na te stvari tehnično so strokovnjaki, tako da sem zelo vesela, moram reči. Zelo veseli se odprli do temo. Linda, če lahko tebe vprašam, ti kot nekdo, ki dosti spremlja tehnologijo, s tem se zelo veliko ukvarjaš, me zanima, kje ti vidiš največjo možnost, da bo lahko tehnologija, tehnološki razvoj pomagal ljudmi, recimo slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, kje lahko tehnologija danes, kje ti vidiš, da bo največji napredek glede tehnoloških novotarij, ki bodo olajšali njim dostop do vsebin, bodi si na spletu ali pa tudi recimo drugje. Jaz se tukaj strinjam s prejšnjimi sogovorniki, zato ker vprašanje, ali tehnologija omogoča, zdaj pa poljubno ustavi karkoli, je da. Vprašanje je samo skok dela, skok denarja, skok prizadevanja in skok vole. En tak lep primer take tihe diskriminacije je recimo najbolj pogosta naprava, ki jo imajo danes praktično vsi, in to je mobilni telefon. Ti si lahko še pred 10 leti si ti lahko kupil vrhunski poslovni telefon, ki je pač imel tipke, pa zaslon, pa ne vem kaj. Tudi če si bil recimo nekdo, ki je rabil večje tipke, pa vse. Danes ne moreš, danes če ti slučajno po kakšni logiki rabiš telefon s tipkami, si omejen na 2 do 3 plastične modele za penzioniste, ki jih ponujajo mobilni operaterji. Ti danes ne moreš kupiti vrhunskega, ali pa Blackberry, ampak ti danes ne moreš kupiti vrhunskega telefona, ali pa veliko tehnike je take, da jo ti ne moreš kupiti vrhunskih modelov, če hkrati hočeš, da so prilagojeni na kakršnokoli specifično rabo. Sej podobna kritika je v modni industriji. Če si ti mečken po izven standardov, izredno težko dobiš karkoli modnega. In takih tihih diskriminacij na vseh mogočih koncih je polhno. Druga stvar, ki je pa tukaj noben ne pomisli, je pa to, da
če postane taka stvar, kot je telefon. Veš, ker se vse naše panoge se skozi bolj na ta telefon osredotočajo. Kar naenkrat so časopisi na telefonu, pa so radio in televizije na telefonu, pa so vse mogoče funkcije od vremena do zdravnika, do ne vem česa na telefonu. Uporabniški vmesnik pa temelji na majhnem zaslonu, majhnih črkah in zaslonu, ki je gladek, ki zahteva od tebe, da vidiš, kaj delaš. Včasih, če si hotel radio poslušati, je bila stvar popolnoma enostavna. Pač vedel si, ki ga vključiš, ki ga izključiš in vedel si, da je recimo 202 bolj desno od prvega programa radio za resno muziko pa še malo bolj desno od 202. Danes tega ni več. Na praktično nobeni ravni. Veš, ta način internetnega razmišljanja, v katero gre celotna industrija in koncept, je nelinearen in je narejen na vizualne namige, da boš ti vedel, da če, ne vem, da stran ni več taka, da si bil uvezen na, ne vem, mamenke kopijo A4 ali pa naslovnice časopisa preslikane na internet, ampak naenkrat vse skupaj postane nekakšen stream, nekakšen tok, ki se začne nekje gor, pa konča dol, oziroma se kjer ne konča, da ti skozi vstopaš vanga. In na kakšen način ti celotno internetno in medijsko industrijo, ki je padla na to, zdaj naenkrat tako zabremzati in obrniti, je pa seveda po mojem največji izziv. Viš, na kakšen način vse te tehnologije nekako reči, ja, v redu, ampak kljub temu imaš pa ti velike dele populacije, ki so iz tega izključeni. Po eni logiki, da bo to pač kapital sam rešil, ko bo tukaj najdu interes in da počakamo, da bojo vsi ljudje stari čez 60, zato da bojo ratali zanimivi, zato da se bo za njih začel kaj končno delati, se meni nekako ne zdi glih najbolj smiselna strategija. In na kakšen način se pa pač lotiti to, se mi pa zdi, lahko ti edino skozi določena priporočila, ki postanejo do neke mere nujna, kar pomeni nacionalka to že dela, javno uprava, ampak to so same take institucije, ki so to dolžne početi, kar pomeni ti lahko kot civilno-družbena ali pa interesna skupina apeliraš na njihovo dolžnost, da za to poskrbijo. In oni so to vsaj do neke mere dolžni narediti. Problem pa je, ker praktično vsa internetna industrija, ki tudi narekuje to, čimer pol morajo še oni slediti, teh obveznosti nima. To je ena stvar, ki sem jaz v bistvu spremljal na spletu, ko se govori o pametnih mobilnih telefonih. V bistvu je to orodje, ki bi lahko omogočalo zelo veliko, recimo prepoznava besedila, recimo potem sintetizator govora, ker pač ima vsak fotoaparat kamero, ampak kot si rekel, je pa v bistvu uporaba nemogoča potem se naprave. Ja, oziroma se zdaj je bila pred 3 tedni na konferenca o računalniškem vidu. In če ti veš, kakšne tehnologije danes so v laboratorijih, veš, načeloma ti omogoča ta kamera na mobilnem telefonu, ki je že zadosti razločljiva in dobra, in te telefoni so že vsi računalniki, ki so močnejši od tistega, kar smo uporabljali v službi pred 5 leti skoraj. To, da imaš ti procesorske moči in vseh teh senzorjev, ki vidijo, ki ti obraz gledajo, ki so sposobni načeloma se v laboratoriju tudi že prepoznavati in kretne, brati z ustnic recimo, vse te stvari so že zelo dobre ali pa recimo generirati govor ne samo iz poljubnega napisanega besedila, ampak celo skoraj biti, kot v Douglas Adamsu že skoraj riba prevajalka, da lahko dobesedno takole postavim telefon, ki gleda tebe, ki govoriš v znakovnem jeziku, od zadnjih pa zvočnik razlaga, kaj tam. To v laboratorijih že vse obstaja, kar seveda pomeni, da teh možnosti uporabe je ogromno. Pod seveda pogojem, da se jih začne uveljavljati in udejanjati. Čak, izvolite, tule vam dam mikrofon. Evo. Nekaj nas je vpletenih v eno zgodbo z dvigali. Ne? In to pa ste na svetovni ravni so sprejemali standarde za dostopna dvigala in so nam hoteli podtakniti dvigala z touchscreeni. Ne? In seveda en slep napisal, pa kva ste vi nori. Prva stvar, ki jo slep začne delati, ker vstopi v lift, ne? Šlata, kje bo gumbe najdu. In potem bo pritisnil en touchscreen, ga upeljal od 25 štuk, pa sploh videl, da bo tam. Zgubil se, konc. To je tipičen primer, kako ne mislijo. Ne? Jaz se morda ne bi se popolnoma strinjal. Ne? Če se navežem tako na tole zadnje, Tomaž, glede dvigal in glede mobilnih telefonov. Sam sicer še nimam smartfona, ampak ga imam namen v zelo kratkem času dobiti. Kar se tiče mobilnih telefonov, pa saj počas, mogoče prepočas, ne bi vedel, ampak počas prodirajo te stvari. Recimo zdaj
lani sem bil na tem mednarodnem taboru računalništva za slepe in slabovidne v Latviji in zanimiva stvar, ki sem jo opazil, prijatelj mi je dal za malo se poigrati z iPhonom. In ko smo hoteli fotografirati, zadeva je dejansko govorila, koliko obrazov vidi na sliki in to je fenomenalno, recimo, kaj vse se da. Ne? Tudi kar se tiče touchscreenov. Jaz mislim dobro, jaz verjamem, da marsikakšen slep, vključno z mano, se malo boji tega. Zaradi tega, ker smo pač navajeni, tako kot si Tomaž rekel prej, da gumbe šlatamo. Meni se zdi dobra ideja, recimo zdaj Apple je že itak, bom rekel, ne glih starost, ampak pač ima že zelo uveljavljeno in je postavil standard tega, kako se uporablja touchscreen, se pravi, da pač če se boš ti ekrana samo dotaknil, te ne bo izvedel akcije, varianta, ne, pač je kot samo maksimalno enojni klik z miško, ne, kar pač nič ne naredi hudega, ne, in ti sam pove, kje si. Tako da jaz mislim, da to, ne vem, to je zelo dobro že rešeno, ne, zdaj seveda je pa treba nadaljevati v tem stilu, ne, in jaz pravim, vsa čast, da se tudi touchscreeni, ki načeloma sicer izključujejo dotik kot, oziroma tip, ne, se mi zdi, da so kljub vsemu dobro pogruntani in so dobra stvar, samo pač bo treba še delati na tem. Nek user interface pameten narediti, da bo enostavnejši za uporabo. Mislim, sej že je, sam pač dejstvo je, da vsake nove stvari, ne vem, sej če gledate, ne vem, 115 let nazaj so se tako ustrašili avta, ki pač horseless carriage, ne, pač katastrofa, ropotaž, vino plaši, ne vem. Zdaj pa pač se vsi vozimo z avtobusi z raznimi motoriziranimi vozili. So se ustrašili električnih vozil, poglejte, kje smo, ne, pač prihajajo električni avti ven. Tako da se mi zdi, da samo malo časa bo potrebno, da se pač vsaka stvar rabi svoj čas, da se uveljavi ali pa ne. Tako da, ja, to je vse nekako. Odzval bi na dve malenkosti, ena je ta zadnja, začnimo od konca. Čisto tako, ravno Apple je imel 2 tedna nazaj, oziroma nekdo je zvrtal, da je Apple 2 tedna nazaj patentiral neko novo zmogljivost teh zaslonov za telefončke, ki nekako skozi različno vibriranje na različnih pozicijah na zaslonu ustvarjajo učinek, kot so te tipalni portreti tam v galeriji vaši na vhodu. Ne vem niti kakšna je ločljivost, niti kakšna je dejanska realnost, rečemo temu, tega patenta, niti kako daleč je, ali je to samo iskrica v možganih od kakega patentnega odvetnika Applovega, ali je to morda že obstoječ laboratorijsko testiran produkt, ampak evo, zaupati je. Drugi detalj, to vrstni je ta Apple Watch, ki ima na zgornji strani tisti super občutljiv touchscreen, ki ima tretjo dimenzijo, ki je občutljiv na moč pritiska. Na spodnji strani ima ta isti Apple Watch kak 2 ali 4 one spet neke vibratorčke, če se temu glih tako reče, ne vem, ki ti spet sugerirajo neke zelo bazične komande ali pa feedbacke iz sistema. Če imaš recimo zemljevid narisan noter, neko trajektorijo, ti on medtem, ko se sprehajaš, govori, ne vem, zavij levo ali zavij desno in podobno. Te scenariji se razvijajo in ta konkreten objekt, kaže, potrošniške elektronike je na trgu. Druga stvar, ki se bi odzval, je ta zgodba iz javne uprave oziroma se pričujem, malo sem zgubil nič, sem bil ziher, da imam pri tebi eno važno stvar za povedati. In to je, da, Creative Commons. Oprosti, sem z mislimi še na enem koncu, tretjem, ker se ga ne upam začeti tle. In to je ta družbena akcija. Ampak dobro, točka 2. Pri projektu Creative Commons, to je ta nek pravniški hack na temo intelektualne lastnine, so ugotovili, da imajo 3 glavne publike za svoje komuniciranje. Ugotovili so, da rabijo svojo vsebino posredovati mašinam, to strojno berljivo, morajo posredovati, kot si se ti izrazil, strokovni javnosti, to je regulatorjem, pravnikom in drugim, torej lawyer readable, in da imajo human readable verzijo. In potem
zaradi tega vsakič, ko se ti soočiš z nekim tem Creative Commons licenco konkretno, najprej dobiš human readable verzijo, potem, če si lawyer, posebej klikneš, oziroma, če si regulator, recimo, in potem, če si mašina, itak znaš najti svojo pot. Ko sem probal nekaj podobnega uveljaviti pri različnih svojih klientih znotraj javne uprave, ne vem, to je strateški lapsus, sem hotel videti. Vsakič to naredim. Evo, da si spustim ceno malo, ne. Nismo tu, da bi blefirali. Vsakič sem trčil eno zanimivost, ne, v to samo podobo oziroma v ta, jaz mislim, da paralizirajoči strah pred potencialno izgubo dostojanstva. To je, kaj že, slovenska definicija življenja. To je tista doba pred smrtjo, ko boš vse naredil, da se bi izognil očitkom. Right? To je absolutni nadstandard za vse, potem je vse temu podrejeno. Right? Ali pa kot Tudžman, ko sliši himno. Ne? Komunikatorji v sferi javne uprave, nacionalki, ampak tudi v korporativnem sektorju imajo ta velik problem s tonom komuniciranja, zato ker zaradi nekega razloga, ki je globoko psihopatološki ali teritorialen, ali ne vem, iz kje vse je Freud, Jung, to prihaja, ne, so ljudje, ko se lotevajo komuniciranja na webu, zgroženi, ko predlagaš, da se bi morda reduciralo ta tekst na poanto. In jaz mislim, da je to en ključnih problemov pri branju za slepe tudi. Zato, ker si ti prisiljen nekako orati skozi tisti nemogoč, neužiten jezik, to samo lawyeri imajo radi, ne? Ki poskrbi za vse možne očitke najprej, na kar ti reče, kaj je hotel reči. Splošni pogoj poslovanja, ne? Ja, recimo, ampak tudi vse drugo, beri novinarske članke, beri korporativno komuniciranje na domačih straneh od gospodarskih subjektov. Ko smo se ukvarjali na začetkih tam one decenije prejšnje, ki je ne zna nihče imenovati, z problematiko pisanja za splet, smo prišli do teh generičnih, rečemo temu floskul, skoraj piši kratko pa jedrnato. In smo jih probali prevesti v nekaj načel, ampak seveda, kot vsa druga načela, to je hitro splavalo po vodi, če se je dotaknilo financ ali pa časa ali pa česarkoli podobnega. Spet empatija, tokrat pa zaradi psihologije. Skratka, globoko se strinjam. Moram pritrditi in tudi ravno hvala za istočnico, no, tega problema smo se zavedali tudi v finančni upravi že pred časom. Sam en primer, ki ga vsi poznate, recimo, ne, včasih smo imeli recimo vsebine razvrščene tako, zelo akademsko po davkih, recimo, davek na promet nepremičnin, davek od dobička in tako naprej. In potem smo ugotovili, da to res običajni ljudje tega ne moramo, teže razumemo. In kaj smo naredili? Tako kot ostala državna uprava je šla pred časom. Skratka, izhajali smo, zadevo smo obrnili, ne, iz roka na posledico in smo izhajali smo iz življenjskih dogodkov. Ne, in lep primer, recimo, prodaja hiše. Ne, in ko smo rekli, dogodek je prodaja hiše, potem pa iz tega dogodka kaj sledi. In zanimivo, pri prodaji hiše imaš dve davčni obveznosti, moraš davek na promet nepremičnine, prijat pa še davek od dobička. Predstavlja pa ta dva dogodka, tako en je bil na vrh, potem pa še 6 dogodkov vmes in in če nisi poznal tega davčnih vsebin, si zelo težko izpolnil obveznost. In smo rekli, ok, dajmo zadevo obrniti. In smo šli iz dogodkov, prodaja nepremičnine, ne vem, recimo, rodi se mi otrok, kaj vse moram narediti pri rojstvu otroka, ali recimo podedujem, umrli so mi recimo starši, kaj vse me čaka, davčne obveznosti. In smo se izmišljevali te dogodke, poslušali smo ljudi, kaj je še takšnega, šli smo gledati recimo vlog, kaj jih je v nekem letu največ in smo dali top 30 in smo te preslikali na življenjske dogodke in smo iz tega izhajali. Tako da hvala za to istočnico. Ja, trudimo se in tudi jezik drugačen. Recimo, ko smo mi šli, če se vrnem k gluhim in naglušnim, ne, recimo, ko smo najprej tekst poslali izvajalcu, da je spremenil v ta znakovni jezik, je rekel, to se ne da, ker tudi znakovni jezik je omejen z nekimi znaki, so rekli, dajte poenostaviti, smo rekli, ful hvala za to povratno informacijo, bomo, in smo potem tisto, ko smo toliko poenostavili za namene znakovnega jezika, smo potem uporabili tudi za ostale in skratka, nekje se ves čas učimo, tako kot sem že v bistvu dvakrat povedal, moramo se poslušati, čim več spraševati, čim več teh povratnih informacij, ki jih dobimo iz javnosti, potem dejansko tudi udejanjiti. Gospod Šajba, vi ste vodja enega zelo pomembnega projekta, to je knjižnice za slepe in slabovidne, ne? Pa me zanima,
vaša izkušnja oziroma na podlagi tega, kar danes počnete, pa da se jaz odločim oziroma da moje podjetje odloči, da želi stvari vsebino prilagoditi oziroma dostopnost izboljšati, kje naj se stvari lotimo, kje naj začnemo premislek, kako? Ja, najprej mislim, da mora vsak pogledati iz zornega kota zavedanja pomembnosti te dostopnosti. Ne? Tega vprašanja ni še noben danes odprl. Ne? Vsi govorimo o posameznih spletnih straneh, kako se tega dotikati, kako to reševati. Ampak če pogledamo, je internet v resnici na široko odpre vrata slepim in slabovidnim v svet informacij, ki jim je drugače nedostopen. Ves črn tisk je njim nedostopen. Dostopno jim je tisto, kar jim prilagodi Zveza društva slepih in slabovidnih, kar jim prilagodi Zavod za slepo slabovidno mladino, pa kar je na internetu. Vse ostalo je pa za njih črna luknja, ga ni. In potem, ko pridejo na ta information highway, je kar naenkrat veliko slepih ulic. To so pa vse spletne strani, ki so neprilagojene. In zdaj se mora vsak posameznik odločiti, ali bo slepa ulica, ali bo spustil neko precej široko ciljno skupino, kot vedno govorimo, starajoča smo populacija, slej ka prej bomo vsi v teh čevljih, in nas to vse čaka. Se pravi, gledati moramo na to, da v tem trenutku je vsaj slovenski splet, čeprav se ne moramo omejevati na slovenski pa tuji splet, ima zelo, zelo veliko teh slepih ulic, v katero slepi pogosto zaidejo na internetu, in kar jim mogoče vzame celo malo volje za uporabo interneta, tudi to se moramo zavedati. Znotraj projekta vlagamo veliko energije v usposabljanje slepih in slabovidnih, v promocijo tega, več kot 300 oseb smo že usposobili za uporabo sodobnih tehnologij, ali dotikabilnih naprav, ali interneta, ali DAISY predvajalnikov, ali česarkoli drugega. Ampak zamišljite si, da vsakič, ko pridete na neko spletno stran, da je ta nedostopna. Seveda boste rekli, brez veze, da sem se to učil, če tako in tako ni uporabnih strani pri nas. In to mora biti zavedanje vsakega podjetnika, vsake inštitucije v Sloveniji, da morajo biti prilagojeni tudi za slepe in slabovidne. Saj Evropska unija je že delegirala, da vse strani javne morajo biti prilagojene, zato se verjetno tudi na javnem področju to veliko spreminja. Zavedanje v privatni sferi mora pa pač priti samo od sebe. In tukaj bi se morda navezal na gospoda Glavača, ki je rekel, da so porabili izredno malo sredstev, da so svoje spletne strani prilagodili skupinam s posebnimi potrebami. Ja, seveda, ker so se že pri samem razvoju držali standardov. Tudi gospa Vodeb je povedala, da obstajajo neki V3C standardi in da znotraj teh standardov obstaja Web Consortium Accessibility standard in da tam noter so opredeljeni 3 različni standardi. Za slepe slabovidne je dobro, da se dosega vsaj standard AA in vsak, ki po teh standardih razvija svoje spletne strani, ga pride enak strošek razvoja spletne strani, kot da razvija brez tega standarda. Se pravi, samo dovolj pametni morajo biti, da ko se stvari lotijo, da malo pogledajo okoli sebe. Morda pa, da naredim še korak naprej, danes se pogovarjamo samo o dostopnosti spletnih strani. Moramo se zavedati, da tehnologija omogoča tudi drugačno dostopnost. Gospa Vodebova je omenila sintetizatorje govora, text to speech. Obstajajo zelo enostavni programčki, ki ti na hitro skenirajo dokument, ti ga pretvorijo v OCR, potem se po slovenščini zatakne, zato ker nimamo kvalitetnega sintetizatorja govora in se da poslušati nekega robotka, ki je napol razumljiv ali pa sploh ni razumljiv. Zavedati se moramo, da Slovenija je tako majhen trg, da privatni kapital v razvoj nečesa takega ni verjetno, da bo šel, zato ker bo premalo prodal slovenskega sintetizatorja govora. Tukaj morajo vstopiti država ali se pa koristiti evropska sredstva, da do tega pridemo in nujno je do tega pridemo. Tudi dostopnost, kamorkoli, se pravi fizična dostopnost. Vsi se zavedamo, da zdaj se umikajo se arhitektonske ovire za različne vrste invalidnosti, ampak že sama orientacija po prostoru slepemu in slabovidnemu pač je otežkočena v primerjavi z ostalimi. Ponavadi zelo dobro poznajo tiste poti, po katerih se redno gibljajo, ko ga pa postavite v nepoznano okolje, pa on zgubljen. Mi smo že na začetku projekta se odločili, da bomo vse naše dogodke streamali, se pravi tudi video, ne samo zvok, že samo zvok bi bil veliko. Danes nas spremlja več kot 500 oseb. Tukaj nas je 30-500 oseb, nas je pa spremljal prej, ker sem preveril preko spleta. In to je pač neka taka informacija, taka zelo enostavna,
stvar, ki ni nova tehnologija, streaming obstaja, samo koliko streamingnih dogodkov je v Sloveniji, ki jih lahko ponudimo komorkoli. Nihče se ne spomni, da bi dal 100 € za streaming, ker enkrat, ko imaš opremo, rabiš samo 2-3 osebe, ki to gor postavijo, pa internetno povezavo. In ni nova tehnologija, samo stvari, ki jih imamo, jih moramo znati uporabljati. A pa verjamete, da je prej, ker ste dejali samo še to, dejali ste standardi, Evropska unija je nekaj dejala, kako stvari morajo biti narejene. Bi bilo treba stvari, ker ste dejali iniciative podjetij, najverjetne same ni, kaj preprosto predpisati, uzakoniti, s prisilo se tega lotiti? Ali je to napačen način? Ker vemo, da stvari se pač ne premikajo tako hitro, kot bi bilo treba. Ali bi bila potrebna mogoče? Jaz mislim, da za določene servise, ki so za širšo uporabo, od bank do zavarovalnic, do takih nujnih servisov, ki jih vsi potrebujemo, da bi bilo dobro, da je to predpisano. Zdaj, nek prodajalec nekega izdelka, pač njegova slabost, če tega nima, dobro je, da je priporočeno, super bi bilo, če bi začel Google, tako kot bo zdaj začel nižati prioriteto spletnih strani, ki niso adaptirane za mobilne aplikacije, če bi začel tudi nižati pomembnost spletnih strani, ki niso prilagojene za slepe, slabovidne, pač stvari se bodo v spletu dogajale, ampak mislim, da je treba iti postopoma. Vsi vemo, za vse podjetnike, te, ki smo že bili kdaj v podjetniških čevljih, da vsak zakon, ki predpisuje, je stres. Ampak če gremo pa, če ne začnemo glih pri najmanjših podjetnikih, če začnemo pri velikih sistemih, ki so pomembni, ali pa vsaj tisti deli sistemov, ki pomenijo komunikacijo s stranko, vedno več tega je prenešenega na splet, to pa mora biti dostopno. Lenart, ti si želel nekaj še dati, Ja, tukaj se zelo strinjam, ampak tukaj gre še na tehnikalija, zaradi katere bo veliko res odvisno od našega okolja jezikovnega, zaradi tega, ker vse te jezikovne tehnologije, ki se zdaj tako hitro razvijajo, tukaj imajo majhen predzgodovine. Včasih je bila tako, kot boj med enim in drugim znanstvenim pristopom. Na eni strani imaš te semantike, to so znanstveniki, ki razmišljajo o tem, da je jezik sistem, ki ga je mogoče modelirati in da ti lahko pač postaviš taka pravila, toliko natančna, da imaš ti dobesedno umetno inteligenco, ki je sposobna jezik razumeti in ga sintetizirati. Ampak danes je praktično čisto prevladala tista druga stran, ki temelji na statističnem modelu. Kar pomeni, če ti računalnik nafutraš z ogromno besedila, ti ne rabiš imeti zadnji enega velikega tega razumevanja jezika, ampak ti lahko enostavno iz konteksta stvari jemlješ in iz tega črpaš in to. In ena od stvari, ki je to omogočila, je bil tudi internet in vsi te veliki projekti, v kjer gre Google. Recimo, ti lahko Google vidiš kot en algoritem, ki ga mi vsi hranimo z informacijami o našemu jeziku. Recimo Google ti, kot ti gre ta Google News, veš, ki ti skenira praktično vse, kar mediji pišejo, spoznava publicistični jezik. Google Books, Google knjige je spoznal ta formalni jezik. Pol Google Scholar, ki imaš znanstvene tekste, ali pa Google Lawyer, pa Google Doktor, pa ne vem kaj, spoznava strokovna besedila. To, kar mi počnemo na Gmailu, spoznava tak spletno pogovorni jezik. In vse to so ogromne količine podatkov, ki jih mi v Googlu lepo futramo in na podlagi katerih on pol te svoje algoritme šola in jih uči. Zdaj, če bi mi hoteli vsaj približno podobne rezultate, kakor obstajajo za angleščino narediti, bi rabili pravzaprav neke vrste en tak velik konzorcij vseh, ki se tako ali pa drugače ukvarjamo z jezikom, ki ustvarjamo v tem jeziku, pa ne glede na to, a to govorni jezik, a to pisni jezik, pa to, kamor sigurno so tudi najni dve medijski podjetji, ki bi omogočili nekomu, ki bi se spravil te stvari razvijati, dostop, a veš, do tega, da bi se zadeve trenirale. In zdaj na kakšen način je Slovenija zmožna imeti eno tako domačo jezikovno tehnologijo, ki bi seveda temeljila na spoznanjih iz drugih jezikovnih skupin, ampak tega jaz mislim, da za ta prostor ne bo noben drug naredil kot IAS verjeten. Če se ukvarjajo z semantično analizo jezika, ni razloga, da ne bi tudi... Ne, se ni razloga, da ne bi. Zato jaz mislim, da je to realna možnost, ampak je pa res, da pa tukaj zahteva zelo veliko sodelovanja vseh, ki v tem jeziku pač in ustvarjajo in ga imajo in imamo recimo mi intelektualne pravice do tega jezika in vse. Skratka, zmeniti se je treba. Zato rado, vi ste želeli nekaj dati. Ja, hvala, že ste me prepravili, da tisto so rekel, zdaj pa čisto nekam mimo sekal. Najprej bi to rad korigiral. Veste, ja, te govorci, ki jih uporabljamo zdaj, niso vrhunski. Ampak upam, da ne so teh 500 pa toliko, kaj slepih posluša. Jaz poznam celo vrsto slepih in slabovidnih, ki uporabljajo neke
tam zraven ugrajene govorce, angleške, islandske, norveške, ne vem kakšne, vse, ki je slovenščina čisto nemogoča. To se pravi, najprej mi nimamo tiste kulturne zavesti, da kar si bomo sami naredili, bomo imeli. Ko ne bi Trubar naredil knjige, je ne bi imeli, ne bi bilo več slovenščine. Tako da te govorci niso dobri, niso najboljši, danes smo videli primere, da se boljšajo in bodo boljši, jaz verjamem, da bodo kmalu mnogo boljši, ampak najprej moramo tudi mi sami slepi to razumeti. Druga stvar, ki sem jo hotel omeniti, je to, jaz sem bil strašno presenečen, Evropski parlament je sprejel direktivo o dostopnih javnih spletnih straneh in seveda so bili, to je vse noter, na kar smo začeli celo akcijo na ravni Evropske zveze, ja, banke seveda so privatne, zavarovalnice so privatne, to, kar ste omenili prej, ne. Kaj hočem reči? Hočem reči, da tukaj samo dobra volja ne zaleže. Treba je dobesedno imeti zelo jasne predpise, ki zahtevajo. Evropski parlament je sprejel zakon o obveznem označevanju tihih vozil. Prvič v prejšnjem mandatu, enkrat so doživeli 94,3% strinjanje, da morajo imeti. Zakaj? Ker je ugotovljeno, da je bistveno več nesreč pri parkiranju, pri speljevanju in tako naprej, a ni vrag, da je Svet Evrope, oziroma Svet ministrov dovolil, da se tam ugradi tipko, ki to izključi. Noro, ne moreš razumeti. In še zadnja stvar, namreč, da se ne bi narobe razumeli, pa se mi zdi pomembno jo povedati, mi si ne smemo prizadevati, da bi si naredili svet za slepe, ali pa svet za gluhe, ali pa svet za invalide na vozičkih. Upam, Matej, da te ne sovražim, ampak to je zelo pomembno, da te ne dolgočasem, ker je včeraj si to že poslušala. Ampak moramo narediti svet, v katerem se bomo vsi fajn počutili. In če tak svet koncipiramo, potem mislimo vsi na vse in je nam vsem luštno. Ker ko bomo naredili svet za vozičkarje, se bodo vsi ostali neugodno počutili. Ko bomo naredili svet za slepe, pa to je za pobegati, to vam jaz povem. Torej, naredimo svet za vse. In jaz mislim, da je to danes, ta pogovor in celo to dogajanje pravzaprav bilo izredna pot k temu in sem zelo vesel teh idej, ki jih je bilo res veliko. Gospod Škrajba, vi ste želeli nekaj še tega? Ja. V prvem sklopu današnjega dogodka so bili tukaj vsi, ki se ukvarjajo s sintezo govora in mislim, da oni znajo sodelovati, imajo tudi tehnologijo, predstavili so tudi prototipe, še neobdelane, kako bi lahko izgledali in je to občutno boljše. Ampak se ni važno, kdo to zagotovi. Stvar je v tem, da mi zagotovimo, da slovenski govor je. Ne pa, da morajo naši slepi in slabovini in ostali poslušati češčino, zato da razumejo slovenščino, kakor se to grdo sliši. Po drugi strani pa tukaj tudi mislim, da tukaj vas je kar nekaj predstavnikov medijskih hiš, da lahko vi ogromno naredite na tem. Tiste slepe ulice na internetu, ki sem govoril, so zelo pogosto prav spletne strani medijskih hiš, ker zdaj gor obešajo toliko glasov, da še videči dol pobegnemo, kaj pa še le kakšen slaboviden ali pa slep. Tako da to zavedanje je treba, in to lahko vi vsi pomagate, pa vsi, ki nas poslušajo, to zavedanje je treba najprej razširiti in pa bo šlo do zgoraj dol in potem bo tudi najmanjši podjetnik, ki bo vedel, se na to je pa treba paziti, pazil na to. Vuk, pa potem še gospa Vodeb. Zdaj malo greš na živce, ker si rekel pol tega, kar sem sam hotel reči. Hvala. Pa sem ti skoraj sunil mikrofon, pa to je ta kultura. Namreč tista tretja točka, ki sem prej hotel premakniti za pozneje, zdaj je pa prišla na vrsto in to je to vprašanje aktivistične ali pa družbene akcije, to, kar je Lenart prvi apostrofiral, kako neka civilna iniciativa lahko prodre v družbi, ne samo v javnem sektorju ali pa v RTV Slo ali še kje tako pri porabnikih proračuna. In jaz mislim, da je točno to, ta točka, kjer so tudi mediji lahko da veliki protagonist, magari da bi si kupili nekaj odpustka ali pa da bi dejansko iskreno kaj probali narediti. Namreč obstaja ta fenomen in koncept stigmatizacije, družbene stigme za določene negativne prakse, ki jim pa nekako pride čas, da zapustijo prizorišče. Jaz, kolikor se spomnim, v nekih davnih časih so ljudje veselo kadili doma v spalnici od otroka in se fotografirali z dojenčki in s cigaretom v drugi roki. Danes je to tako nezamisljivo, torej ne gre vsakič za to, da se mimo interesov globalnih korporacij nič ne da narediti,
da je nemogoče oštemati globalne lobiste v Bruslju in podobno. Če se ustvari zadostna podlaga, jaz mislim, da se z družbeno akcijo marsikaj da narediti in evo rezultata. Torej, tu zdaj gre za vprašanje, ali bomo zdaj to druženje odraslih, odgovornih, zrelih ljudi morda prevedli v neko elementarno celico, s katero se potem gre kaj vplivati na koga. Ta evropska direktiva o spletni dostopnosti je zdaj tako malo klavrno spravljena na stranski tir še z novo to prenovljeno digitalno agendo, by the way. Ta teden smo imeli pogovor of all places v gospodarski zbornici o družbi, razmislite dvakrat, in ugotovili, da je iz tistih 110 ukrepov prejšnje digitalne agende gospod Juncker, znan potem, da je iz svoje države naredil davčno oazo, zdaj reduciral zadevo na 16 temeljnih ukrepov, ki se jim zdaj reče skupni digitalni trg, ne več družba. Kakšna informacijska družba pa družboslovci pa to? Ne, trg, ekonomisti, nimamo več ljudi, ki živijo v tej državi Evropi, ampak imamo potrošnike. Tudi določena subtilna razlika, right? To se nam zdaj dogaja, ne? Ja, prej, ko sem poslušala Tilna, pa potem Tomaža, se mi utrnila ena misel, Tila ne govori o praktičnosti live streamingov, Tomaž pa o povezanosti celotne družbe, brez segmentacij na te in one invalidnosti ali druge potrebe. Recimo ena od zahodnih televizij, če se prav spomnim, nemška, ima pri velikih dogodkih, kot recimo kakšen športni dogodek, a ne mednarodni ali pa kulturni mednarodni, več live streamingov in sicer enega originalna različica, drugega z znakovnim jezikom, tretji streaming imajo z podnapisi, četrti streaming z audiodeskripcijo in pa potem še streaminge z komentatorji manjšin, ki živijo na tem področju in pa originalno različico z matičnim jezikom večinske populacije. No, to se mi zdi en tak res taka velika stvar, no, ki jo omogoča pri temi, o kateri se pogovarjamo, ki jo omogočajo nove tehnologije, ne? Poleg tega pa to sploh ni drago. Ne? Ja, samodejne pred podnapisih vem, da je največji problem samodejna prepoznava slovenskega jezika, tudi tega ni. Tako. In je velik problem, vi imate v bistvu s podnapisi 771 pa 772 s teletekstom. Kadar gre za uživo, je to zelo velik problem, ker pride do tacga delaja, da je to potem praktično neuporabno. Ker v ZDA vem, da obstaja avtomatske prepoznave. Tako, za angleški jezik sem jaz tudi videla, ampak tam imajo tak zelo velik tudi finančni support, da lahko to delajo, ampak v neki meri pa tudi lahko že vse tiste prispevke, ki so vnaprej narejeni, se pa lahko prekodira pravočasno in se potem spusti vsaj del tega sproti, pa mogoče nek tekst, ki opisuje zvočno dogajanje v ozadju, se pa vendarle tudi najde eno tako uporabnost, no, še. Dosti nenavadno je, ko si novinarji opombe pišejo, pa spodaj tisto spodaj piše pod tekstom. Veste, kaj me zanima še, gospod Škraba, še vprašanje za vas. Kaj je meni, recimo, zanimiv primer dobre prakse oziroma kako stvar, ki je načeloma bila v osnovi namenjena slepim in slabovidnim, potem pride v mainstream in to so audio knjige, ne? Poznamo Audible, ne? Je zdaj tako velik hit, ljudje ne berejo več knjig, ampak je zdaj kar naenkrat poslušajo, ne? Pa me zanima vaša izkušnja glede tega, a pridejo tudi ljudje iskati tudi audio knjige, čeprav so drugačne, audio knjige slepim in slabovidnim, to sem zadnjič poslušal po radiju, ne smejo biti, so rajši brez naracije, z manj opisnega govora, kot so recimo na Audible, ampak je pa zanimivo, ne, da se nekaj iz potrebe v bistvu razvije potem v zelo dober komercialni produkt. Ne. Ja, jaz v Sloveniji poznam kar nekaj uporabnikov audio knjig v angleščini, predvsem strokovnih knjig, ki jih osebe poslušajo medtem, ko se vozijo v službo in podobno, ne. Mi s svojimi knjigami smo pa zelo omejeni in omejeni smo z avtorskimi pravicami. Ne. Mi lahko knjige v črnem tisku prilagodimo v brajico ali v zvočno obliko samo za potrebe slepih in slabovidnih in še to v zelo omejeni količini. 3 komade, en je naš arhivski, 2 načeloma posodimo. Seveda moramo imeti izvod knjige pri sebi in to je to. Kar pomeni, da knjige, katere mi tukaj sproduciramo, recimo skozi projekt jih je skoraj 300, ne, so namenjene slepim, slabovidnim, dislektikom, se pravi osebam z motnjami branja in tukaj se skupina zaključi.
Da bi uredili avtorske pravice za širše, ne, Zveza slepih oziroma knjižnica tukaj nima denarja. Ne. Tukaj je bilo treba najti nek ekonomski interes, nekoga, ki bi zbral denar, bi se to naročilo, oprema je, vse je, ampak iti v to, ne, v riziko, zopet bom ponovil, tako majhnega trga, kot je Slovenija, da bi se pač to delalo, je v tem trenutku malo preveč. Rok, bi si dal ne. Trenutek, vam jaz poiščem mikrofon. Ja, tukaj imamo seveda še eno zgodbo. 27. junija pred 2 letoma je bila v Marakešu podpisana diplomatska pogodba, ki je po dolgih desetletjih pomenila prvo spremembo avtorske zakonodaje, in sicer, ki je prinesla pa na svetovni ravni izrazito velike olajšave za slepe, slabovidne, dislektike in druge invalide, ki sami ne morejo brati. To bi seveda populacijo uporabnikov fantastično povečalo. Ampak potem se je zgodilo, da je do predvčerajšnjim, kolikor vem, ratificirati bi morali Marakeško pogodbo 20 držav, da bi začela veljati, do predvčerajšnjim je podpisalo 5 držav. Ratificiralo, pardon, ne podpisalo, podpisalo je 83. Na ravni Evropske unije, mislimo mojstri, se je seveda Marakeška pogodba zataknila tako, da so se nenadoma ministerski svet, oziroma Evropska komisija in posamezne države začeli kregati, ali je to izključna pravica Evropske komisije ali je to pravica posameznih članic. In spor je bil popolnoma blokiran več kot 1 leto, ni bilo ničesar, dokler, pazite, predvčerajšnjim, sem dobil sporočilo, da je Španija nenadoma ratificirala Marakeško pogodbo kot članica Evropske unije, se pravi, to bo očitno velik preboj. In zdaj pa kaj naprej, kar je pa bolj pomembno, Španija bo seveda Marakeško pogodbo implementirala tudi v svojo zakonodajo. Mateja me je spomnila, mi smo imeli tudi v spremembah ZASP, zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, kaj do 30. aprila, kdaj je bila, do 30. marca je bila javna razprava o spremembah, in tiste spremembe, ki jih je Urad za intelektualno lastnino predlagal, ki je nosilc našega ZASP-a, so bile seveda spremembe, ki bi jih morali mi pred 100 leti narediti. Mi smo seveda predlagali druge spremembe, in minister je preprosto ustavil spremembo ZASP-a. Jaz sem 23. aprila na Svetovni dan knjige in Svetovni dan avtorskih pravic napisal odprto pismo, čez pol strani je bilo na delu, tudi črke odgovora še nisem dobil. Zakaj? Marakeška pogodba ni ratificirana, ni jo dovolj držav. Ampak nobene zakonske ali pa kakršnekoli druge ovire ni, da ne bi Slovenija v svojo avtorsko zakonodajo uvedla teh pravic. Ni, nobene prepreke ni. Ali pa bi rekla, saj tisti, ker ima tudi pomembno, Marakeška pogodba ima zelo pomembno določilo o tem, da se smejo te knjige, ki so bile zdaj distribucija vezana samo na državo, da se smejo tudi prek meja distribuirati. Se pravi, formalno gledano, mi še danes ne smemo poslati slovenske zvočne knjige ali pa knjige o Brajici slovenskim Korošcem ali pa Slovencem v Trstu, denimo. To za nas ni tako pomembno, pomembno je pa za Brazilijo, pomembno je za Južno Ameriko, pomembno je za angleščino in tako naprej. Ampak recimo, da bi to še spustili, tudi onih ostalih določil naše ministrstvo za gospodarstvo ni pripravljeno implementirati. Vuk? No, če že govorimo o teh zelo temnih oblakih konteksta mednarodno-pravnega, je tu še ta TTIP famozni, zaradi katerega je Evropska komisija že ustavila liberalizacijo oziroma rečemo temu progresivno zakonodajo na temo okolja in ravno nasprotno začela deregulirati ta prostor in prepuščati okolje gospodarstvu, kot če bi šlo za neko eksternalijo, ki se bo samo pozdravila. Ok, how sweet is this? Ampak že spet, tudi če živimo morda v dobi, ko smo, ko začenja dišati po zgodovinski regresiji, ko razgrajujemo, dediščino razsvetljenstva in smo v stanju zrušiti pridobitve iz zadnjih 100-150 let razvoja človekovih pravic, vseeno, jaz mislim, da je malo brez veze in glupo izgubiti upanje, da se kaj da narediti, ker smo pol na robu samomora, če že nismo na oni strani samomora, ne da bi sami vedeli kot družba.
In zato me zanimajo taki modelčki, kot je cirkuška akcija Počistimo Slovenijo ali pa kaj temu podobnega, ker se da te zadeve narediti tudi za kaj dobrega. Ne samo za nekaj enkratnega in zdavnaj pozabljenega, ker je tako štos medijski, ampak če tako odsanjamo nek scenarij, ker se neka civilna iniciativa dobro pripravi, ker si pridobi medijske partnerje, ki niso samo taki s figo v žepu, dokler se zbirajo spet lepi obiski na spletnem mestu, ampak z neko vero. Tu je dobra analogija, ta Guardian of Keep It in the Ground, cel ta napad zdaj na energijski sektor. Pol bi jaz tu videl eno dobro mešanico, en fin koktel, ki ima šanso, da doseže dejansko družbeno spremembo. In sploh ta podpis Marakeša, prejšnji teden smo se z Majo Bogataj na to temo tako užasavala in upila do, ne vem, stropa na tem euro srečanju predstavitvi te nove digitalne agende. No, to bi bila lahko zanimiva tarča na temu intelektualne lastnine, ki pa je največja blokada za ustvarjalnost v globalu, v smislu zgodovinskem, ne. In če bi recimo naterali te nesrečnike, ki itak nimajo kompasa tle, in jim razložili, da je pa enostranska slovenska ratifikacija Marakeša nekaj pozitivnega za njihovo nadaljno izvoljivost ali pa reputacijo za začetek, bi se celo pustili ustrašiti, ne. Ker tu bojo ljudje reagirali, tudi oblastniki reagirajo ali na ljubezen ali na strah, ne. Tu tretjega motiva nažalost ni, denar pustimo. Ni to, ne. In če na ljubezen že niso, na empatijo, na pozitivne emocije, na razumevanje, na whatever, ne, pa dajmo jim dati en tak lepo dozico tega strahu, to je vnaprejšnja definicija življenja, in utegnejo celo trzniti, ne. Ampak ne bodo trznili na nič, trznejo na nekaj, moraš jim tisti dati. Torej, civilna iniciativa plus mediji enako strah za politiko, in potem upaš na učinek. To je lahko formula, ne? Hvala, Vuk. Nam se čas počasi izteka. Jaz imam kako vprašanje mogoče iz publike, vas kaj zanima posebnega, kakšno vprašanje za naše goste, da zaokrožimo tole okroglo mizo. Ja, izvolite, pa če se lahko predstavite, pa potem smo. Jaz sem Marko Mikolin, sicer tudi pač v Zvezi slepih in slabovidnih delam, pa sem tudi član Sveta za elektronsko komunikacijo kot predstavnik invalidske organizacije. Jaz sem res vesel, da pač sem lahko tukaj, pa da poslušam pa tudi ostali, da preko interneta, da so poslušali in tukaj mi ostali, pa da se to arhivira in da naprej, ker vsaka dobra praksa nekaj premakne naprej. Jaz bi izpostavil par stvari, nekaj, kar ni bilo mogoče izpostavljeno. Eno je sama zakonodaja, kar pač nekatere stvari so zmožne, se uveljavljajo, nekatere manj. Ampak en pomemben vidik, s katerim se mislimo tudi ukvarjati, je pozvati tudi telekomunikacijske operaterje, da nekaj naredijo več na tem področju. Ker, kaj smo ugotovili, tukaj je koncept pametnih hiš, pametnih recimo mest in vse vsebine, kot je recimo, kot ste vsi omenili, se selijo na splet. Ali na tablične računalnike, pametne telefone, vse informacije večinoma se skozi obrazce ali skozi e-dokumente, ostale stvari se pridobijo prek teh tehnologij. In je ključna stvar, kako naj pa tudi operaterji in ostali kaj ne naredijo. En vidik jaz bi izpostavil družbeno odgovornost samih korporacij. Ali je to recimo sponzoriranje določenih ne vem, športnih dejavnosti, pa vseh, ne vem, lahko tudi političnih strank, česarkoli, ampak kje so pa uporabniki, ne? Zdaj, ali Telekom, Simobil, Tušmobil, vsi ostali, kaj ne naredijo, to je tudi vprašanje za pač govorce pa publiko, ker zbiramo recimo pobude, kaj naj naredijo na področju tehnologije, dostopa aplikacij in ostalih stvari, da lahko pristopijo bolj k uporabniku. To, pač, zanima mnenje pač vseh. Kaj je dejansko tisto, kar bi najbolj pripomoglo? Kaj je vaša misel mogoče? No, mislim, pri telekomih, pri tem celem telko sektorju je zdaj en drug problem, da ravno ta ista globalna zakonodaja o intelektualni lastnini v teh njenih lokalnih reperkusijah se prevaja v novo rolo internet service providerjev in telkotov, ne? In to je policajska rola. Tako kot, ne vem,
evo, ravno danas se mi zdi, da sem videl na Seaolovem pageu ali včeraj, ne vem kdaj, tisti Torrent Freaka, da vsi uporabniki Googlovega Fiber, rečemo Internet Service Providing servisa, ne, po defaultu dobivajo globe za rabo P2P protokolov, za rabo torrent prenosa podatkov. V Nemčiji je to realnost že nekaj časa po defaultu za vso populacijo. Poštar ti kar z računa prenese globo jurja in pol, ker si piratsko prenikal file levo in desno. Ne. To je reality od telkotov, torej in zdaj moram to preslikati iz tega, ker jim je morda zakonodaja zaukazala, le v ta drugi, rečemo, segment možganski, namreč, če bi ta ista organizacija, ki se loteva tega orwellovskega prijema pri svojih uporabnikih, bila morda pripravljena narediti nekaj pozitivnega, I don't expect this, ne. V principu so telkoti gledano skozi to optiko tako zdaj ta novi največji sovražniki ljudstva in tista avtoriteta, ki jo je treba nujno sklatiti, požgati in podobno. Ne. In iz te smeri ne pričakujem dobrih novic. Evo ti odgovor. Ne. Good news, right? Za konc super novice. Še kakšno vprašanje mogoče? Tamle zadaj imamo enega. Zdravo, Jernej, sem se že prej predstavil, na samem predstavitev vodni. Jaz sem vas zelo pozorno poslušal, pa me samo zelo zanima v bistvu nekaj stvari. Mogoče najprej za vas, gospod Uštir, bom rekel za Pop TV. Verjetno, ko boste to ste rekli septembra, ko boste prilagodili tudi približno, no? Tako ste rekli, da je datum za slepe, slabovidne. Mislim, da bo to ena najboljših spletnih strani, na katere bom šel tudi jaz, ko mi bo treba preskočiti, ne bo še za vse oglase treba iti. Ne. Poleg tega, če bo še malo bolj informacija vsebin, malo bolj, da ne bo tako puhla, bo verjetno boste tam blazen napredek naredili prej, da so vas slepi za to spodbudili. Druga stvar, čisto ko gledam, ko sem vas poslušal, moram pohvaliti gospoda Škravo pa gospoda Verbarja, sta bila edina, ki sta ves čas lepo slovensko govorila, ne zanišujem nobenih ostalih drugih, ampak glih prej je bila debata o slovenskem jeziku, glih o teh stvarih. Te vsakdanje stvari, ki jih tudi jaz uporabljam, mimogrede, ta angleščina je že malo presegla meje, tako da probujemo res tudi pri slepih vzdrževati. Bom rekel sam, kaj te stvari raziskujem slovenski jezik, ne pa to z angleščino, pa veliko skozi hodimo. Ne. Jaz bi samo to, vem pa, da že replika tam, tako da od gospe, hvala lepa. Ne, ni replika, ampak samo mogoče ena razjasnitev v zvezi s slovenskim jezikom, se upravičujem, no. Pač pogovorno uporabljam tak jezik, ko pišem, se malo bolj potrudim, ne. Ampak rada bi vam pa to povedala, no, mi na RTV Slovenija tudi mesečno objavimo en celovečerni film z tako imenovanim audiodeskripcijo oziroma po slovensko zvočnim opisom. Ne. Pri tej zvrsti, ne, celovečernem igranem filmu zelo pazimo na kakovostno rabo slovenskega jezika in pravilno rabo, zato imamo in potem tudi interpretacijo, ne, teh tekstov. To delajo trije vrhunski strokovnjaki, tako na jezikovnem področju, kot tudi na področju, to so zelo dobri špikarji, ne, Maja Mol, Miha Zor in pa Karmen Oven, tako da se res trudimo, no, kar se tiče audiodeskripcij. Pa mislim, da vse pohvale za to, da sem gledal film Gremo mi po svoje, ne. Sem zaprl oči in sem probal čim bolj si tisto predstavljati, kako je, da sem se vklopil noter v to, kar je bilo, tako da podpiram te stvari zelo. Tako da ja, hvala. Upam, da bomo imeli v prihodnem letu kaj več tega na sporedu, ne. Imamo pa tudi, tako kot je prej Tomaž omenil, velike težave z neprilagojeno zakonodajo, zlasti avtorsko, tako da upam, da bo naš usklajen predlog, ki smo ga dali zakonodajalcu, ne, oziroma predlagatelju sprememb zakona tudi čim prej uspel, no, iti skozi proceduro. Ja, to sem pozabil omeniti, kada prilagajaš tuja dela, ne, kada tuje filme prilagajaš, bi morala televizija plačevati ogromne tantijeme, ne, to je bil tudi del, se upravičujem, ker sem to spustil, ampak to je zgodba Marakeške pogodbe in je katastrofa naše politike, ki nima toliko poguma, da bi rekla, evo, gremo. Če lahko sam še jaz na slovenski jezik, jaz absolutno se trudim govoriti celo zborno, ampak se mi zdi, da tale okrogla miza je bolj splošno pogovornemu jeziku primerna. Veste kaj, zanimivo, ker že približno 7 mesecev nisem na televiziji, tako da
Ampak ja, jaz absolutno se trudim za uporabo slovenskega jezika. Rada bi pa dodala, da so pa slovenski avtorji, od katerih moramo tudi dobiti pravice, pa imajo pa zelo visoko stopnjo senzibilitete in z njimi res nikoli nimam nobenih problemov, do zdaj jih še nisem imela. Tako da, hvala. Ja, zelo lepo. Vukovščina je pa zaščitena in patentirana blagovna znamka. Oziroma, moj odgovor na to je sorry za English. Mene so učili v drugem neki tradiciji, jaz imam doma same lingviste in smo vsi inovatorji in kreativci in vrednote, v katere mi verjamemo doma, niso konzervatorske, so pa nekako afirmirajo en odnos do cross-penetracije kultur kot do pozitivne. Prav trudi se. Vsako konzervatorski odnos do lastnega jezika pogosto rezultira, če skrajšam ta stavek, v koncentracijskih taboriščih. Jaz sem tudi Jewish povrh, tako da sem dodatno senzibiliziran ravno na te teme in je moja izbira večjezičnega govora tudi v single stavku, ki se še ni končal od samega začetka, ko sem odprl usta, je, da gre za test inteligence, smisla za humor in na splošno, rečemo, dovoljenja za udeležbo v človeški vrsti. Dolžina stavka je slovenska. Tukaj bi imeli še eno Izvolite, vprašanje. Pozdravljeni, Jožef Gregorec. Jaz bi se navezal nazaj v sredino razprave, bi šel, kjer se je postavilo vprašanje, zakaj bi podjetja naredila stran prilagojeno tudi slepim in slabovidnim. Moj odgovor je ta, ker so strani, ki so prilagojene slepim in slabovidnim, tudi višje uvrščene v iskalnikih. Kar recimo samo dve zadevi bi omenil. Zelo velikokrat se zgodi, da imamo na spletni strani sliko. Logično, ker slika pove več kot 1000 besed, ne? Ampak kljub razvitosti računalniškega vida bo iskalnik informacije o tej sliki dobil samo prek njej dodanih atributov. To se pravi, vsaj alt značke ali pa naslova. Vse prevečkrat se pa zgodi, da imamo sliko, ki nima ne pravega naslova, ne alt značke, temveč neko generično ime, ki ga poimenuje fotoaparat. To je prva zadeva. Druga zadeva, povezave. Če rečemo, ne vem, beremo neko zadevo, beremo nek članek, več informacij lahko dobite tukaj. Kaj ta tukaj pomeni? Tudi iskalnikom ta tukaj ne pomeni nič, temveč bi bilo bolj ustrezno v prispevku z naslovom, s tem, ki ima naslov to in to. V bistvu ni bilo vprašanje, bolj kot nek komentar. Podobna zadeva je tudi pri spletnih trgovinah. Tlele se pa že lahko začnemo pogovarjati o denarnicah. Tu je moj odgovor, zakaj ne spletne strani zakaj ne tudi podjetja prilagodijo spletne strani slepim in slabovidnim. Mogoče, če imate vi kakšen komentar na to. Sem relativno blizu tej industriji, še vedno, že 20 let in lahko samo pritrdim, da je nabor teh super osnovnih, rečemo, higienskih mer, ki se bi jih morali posluževati najprej web developerji, potem pa seveda tudi naročniki jih razumeti, trivialen in je to banalno povedano sramota. Teoretično bilo bi interesantno proizvesti nekakšen pritisk, če tudi se mi ne sanja točno kako, na web developerje, na web agencije, spet morda skozi gospodarsko zbornico, skozi te web nagrade in podobno, da se proba dati pritisk, da se reče, hej, guys, pozabili ste veščine, ki ste se jih 15 let pravzaprav naučili, oziroma V3C standarde, ki bi morali biti default, ko se zbudite vsako jutro. Drugo je pa pritisk na naročnike, ki so v ali zunaj javnega sektorja, že spet, skozi neko obliko stigmatiziranja. Jaz bi dal megafon tej ustanovi, ker sedimo danes, ali pa bi predlagal, da se vzpostavi koalicijo še s katerimi drugimi, ki jih je kar neko število v Sloveniji,
torej drugimi, rečemo, ranljivimi skupinami in se bi skozi neko elementarno medijsko kampanjo dalo sprožiti kar dost, oziroma proizvesti dost tega učinka, že tega zunaj zakonodaje. Še z zakonodajo pa, ki je naš konc sploh, ne. Ali pa če že obstajajo take nenavadnosti, kot je zaupanja vredna znamka po izboru revije Reader's Digest in podobno, na kar sploh direktorji, ki se pa radi fotografirajo ob kakšnih takih značkah, veliko dajo, morbiti ne bila slaba ideja tudi v tej smeri razmišljati, da bi res obstajal neke vrste potrdil za spletna mesta, ki pač te stvari spoštujejo. Mislim, da je to ena odlična ideja. Lepa hvala vsem udeležencem okrogle mize, lepa hvala vam, lepa hvala ljudem, ki so nas spremljali preko streama. Če na kratko potegnem črto, mislim, da se v bistvu vsi strinjamo, všeč mi je bila vaša, gospod Raber, Tane, da moramo narediti svet, v katerem se bomo vsi počutili fino in v katerem se bomo vsi enakovredni, ne. In po mojem tudi temu treba slediti v razvoju spletnih aplikacij, v razvoju novih tehnologij, ki bodo prilagojene. Vsem jaz lahko svojo besedo dam, da moram reči, da mi je nekoliko odprlo obzorje ta okrogla miza, da je tudi te stvari treba zelo paziti pri dizajnu in da konec koncev rezultat, kot je rekel Vuk, ne, ni nič ali ena, ampak preprosto ena. Boljši dizajn in boljša prilagodljivost potem na koncu pomeni tudi boljše, če govorimo o spletni strani, spletno stran oziroma boljši produkt. Tako da lepa hvala vsem, bilo je fantastično, pa še kdaj.